Evo, pri zadnji okrogli mizi tegale večera vam bodo uspešne mlade ženske zaupale svoje skrivne recepte, kako jim uspeva usklajevati kariero, zasebno življenje in vse, kar pride vmes, ne, ker veliko stvari pride vmes, ne, življenje se pa zgodi, ne, tudi če imaš gužvo, mislim, nič ne ustavlja se, ne. Z nami so Martina Razinger, trenerka pilatesa, joge in plesa ob drogu ter mojstrica ličenja. En aplavz, no, ja. Katja Janko Puh, vodja marketinga za Hrvaško in Slovenijo, podjetja S. Oliver. In Tina Štrubelj, soustanoviteljica blagovne znamke Nelipot. Živjo. Jaz se bom tlele vam presedla. Ja, sodobna ženska, ne, današnjega časa je obremenjena z neskončno veliko stvarmi, ne. Naglica, pa divjanje, pa otroc, pa vrtec, pa oče, pa mati, pa zobar, pa kakšne uradne ure, ki ne, so sam do 12 recimo, ne. A bi lahko rekli čistko klišejsko, da je sodobna ženska ena taka ta prava super ženska? Kar je začela. Si ta prva, evo. Dober večer. V bistvu sem rekla, kaj vam bom povedala, da vam bo zanimiv, pa da ne boste rekli, ja, itak ne, lahko ona ima svoje podjetje, pa bla bla. Opisala vam bom današnji dan, zelo na kratko. 6:45 sem ostala, potem sem divjala v BTC, ker je delam pač na novem studiu v BTC-ju. Mi je sporočil en delavec, da ne bo prišel, potem seveda drugega ni bilo, sem letela tja, sem iskala novega delavca, vmes mi je avto crknil, ker sem pustila vse 4 žmigovce prižgane. No, potem so mi napolnili ta akumulator, sem letela v Grosuplje pod Rog, ko je dol, potem iz Grosuplje sem šla na Brezovco, vmes sem se spomnila, da imamo še ortodonta od otroka, a ne pa teh do 12, a ne? Evo, ja. Potem sem v Žapelala, pa sem videla, da je tam zaprt, sem avto parkirala tam dol, je živčen ta drog nosil sem, je itak preklev vse, kaj je meni tu treba, pa kaj je ta tvoj biznis, pa bla bla bla, ne. No, pol je to končno sestavil, sem imela 1 uro, 2 uro, potem sem se srečala z mojo prijateljico, ker sem pozabila maskaro, ker jaz sem Kovačeva kobila, ko se ne šminkam, zdaj ka bom se vse malo našminkala v Millerja in potem hočem dol piti kavo, ne strežemo kave. Aha, jo imamo pa kle gora, ne. Tako da, toliko poslovni ženski. Veliko stvari na glavo, ampak če nimaš pravega suporta, gre zelo težko, tako da jaz sem pač trenutno našla moj suport, kar ga že leta dolgo nisem videla v moji družini. Tako da toliko o dnevni poslovni ženski, ampak moja sodelavka, mislim, kolegica zraven, ima sigurno čisto drugačen urnik. Zdaj se boste smejali, ampak moje jutro se je začelo z otroškim zobozdravnikom. Nič nisem vedela prej. Res ne. Res ne. Jaz sem pa razmišljala, kako bi začela in sem se spomnila na našo Natalijo Prepovedano, to je Natalija Vervotnova. Veste, še zelo mlade, ampak je napisala eno pesem, zate že zjutraj na Triglav bi tekla. No, ona je zjutraj tekla na Triglav, zvečer mu je štrudel spekla, vmes mu pa je spletla še polovrček, ne. In to nekako se zahteva od današnje super ženske. V glavnem, a veste, včasih se je govorilo, ja, moraš biti dobra mama, ne, to je en tak zelo novodoben izraz, ne, ker če pogledate malo nazaj v zgodovino, ne, tisti, ki so imeli denar in plemiči, se pa ženske niso bile z otroci, se so imele varuške, ne, to je čist izmišljotina zadnjega stoletja. Ja, moraš pa biti tudi poslovna ženska, moraš biti uspešna. Tudi to ni bilo zmeraj tako. Ženske smo bile večino časa v zasebni sferi in smo komaj tudi zadnjih 100 let vstopile v to javno sfero. Ampak veste, mi smo pa k temu dodali še športni copat, ne. Kot smo prej slišali, zdaj pa moramo biti še fit. In ker to ni dovolj, moramo še sortirati odpadke. Ja, ampak jaz še nisem niti na polovici, zato ker kje boš pa hrano kupovala? Ker Bog ne daj, da res greš tja, ker moraš iti na tržnico, če si tako lena, da nimaš svojega vrta, ne? Ampak to ni dovolj.
ker danes smo tukaj videli, jaz še moram biti live, razumete? Ker če jaz to vse naredim in če nihče ne vidi, halo, in jaz moram biti insta in pimsta in o moj bog, Ja. No, jaz še nimam otrok, tako da ta zobozdravnik danes ni bil na mojem urniku. Ampak jaz bi rekla, da v bistvu, ja, zelo veliko se zahteva od nas, ampak mislim, da zelo veliko tudi same od sebe zahtevamo, da so se te meje zelo dvignile, kaj pričakujemo, da bomo vse dosegle v svojem življenju. Ampak bi pa tukaj rekla, da je v bistvu najpomembnejše to, da znamo prositi za pomoč. Pač zdaj Martina je rekla, da je to družina, predvidevam, da tudi pri vas, ne? Ampak ja, meni se zdi, da največji dosežek je bil, ko sem nehala s tem simbolom super ženske v svoji glavi in začela prositi za pomoč. A pa se vam zdi, da v bistvu sodobna ženska misli, da si ne zasluži v bistvu nekega svojega časa za sebe pa tako? Moja populacija dela so ženske, ponavadi je moja generacija plus, jaz sem stara 42 let in veliko slabe vesti je, zato ker si čas jemljejo zase, ampak ta čas je 1 ura na teden, mogoče 2 uri na teden. Potem pa, ko poslušam na drugi strani moški del, se pa za vikend paket zmenja ob enem pivu in ni nobene slabe vesti, ker pač, ne vem, prijatelj, mož, oči, rab čas zase. In velikokrat si rečem, da s to emancipacijo, ne vem, ali smo si naredili res kakšno veliko uslugo, ali si nismo, čeprav imamo pa volilno pravico, ki jo nismo prej imeli. Ampak jemanje tega prostega časa, jaz pač tukaj ste ženske, nekaj moških, mogoče bojo to povedali doma, more biti. Zato, ker na dolgi rok bomo tako ostale zdrave. To je prvo. In če se boste odrekale ta svoj čas same sabo, na dolgi rok, ne da boste fit, pa mehne ritke, pa ne vem kakšne noge, to se skup brez veze. Ampak bistvo je pa to, da si zadovoljna s tem časom, ki ga preživiš sam sabo. Pač jaz Martina, kljub temu divjanju, ki ga imam, ga ne bi menjala za pač službo od do, ker pol Martine ni več. In tudi zato, ker sem tokrat zaradi posla doma odsotna, imam potem slabo vest, da pač grem nekam sama za to 1 uro, ampak si ga kar vzamem. Ne glede na to, ali ste poročene, imate otroka, mislim, da 1 ura na teden, pa ne bo to karkoli, saj so različni jemani časi, se nisem, da moram iti na Šmarno, na Rožnik, plavati, plesati, karkoli, ne, tako da, ampak mislim, da je spet veliko medijskega prostora, ki ga prebiramo, da nekako ženska vedno izgubi ta boj slabe vesti oziroma, da si lahko vzame ta čas zase. Ja, se ne boste verjeli, jaz sem tudi 42 let stara, jaz vse bom ponavljala. Ja, meni je bilo tisto prvo predavanje zanimivo, dajmo 10% na stran. In jaz sem zračunala, koliko pa dobimo ur, če damo 10% na stran. In je prišlo 1,68. To pomeni, da si lahko vzamemo skoraj 2 uri na teden zase. Problem tiči v nas ženskah, glih zaradi tega patchworka, ker imamo toliko različnih vlog. In sploh mlade boste še bolj obremenjene in se morate v nekem trenutku začeti imeti rade.
Ker takrat, ko si vzamemo čas zase, se imamo rade. Veste, zdaj pa kaj pa je prosti čas za nekoga, je pa zelo različno. Recimo moja služba, čeprav je še tako dinamična, večino časa je sedeča. In zame je tisti pravi, res prosti čas, ko grem glih na te skupinske vadbe, ne. Sam ne njima povedati, jaz hodim na skupinsko vadbo. Se mi je ful strah, da se bom poškodovala, ampak ful uživam. Imam ful dobrega trenerja, to dobro zgleda, to je ful pomembno. Ja, zelo, ja. Res, sam to možu še nisem slike pokazala. No, in to je čas zame. Zdaj pa veste, če pa nekdo ima takšno službo, da je res aktiven, verjamem, da potrebuje čas za kavo, ne, da potrebuje, tudi jaz potrebujem knjigo, ampak torej, da najdete tisto, ko je čas vaš ali je to čas, ki ga posvetiš nekomu. Recimo tudi moja služba je takšna, da se ogromno družim. Že v službi imamo super sodelavke, smo zelo družabne, hodiš na družabne dogodke in včasih je ta čas zame, da zvečer spijem, ne vem, gin tonik na balkonu, ne, in zato ne rabiš drugega, kot si samo reči, jaz si bom pa naredila ful dober gin, ne, in pol si res kupim limeto, razumete, in jaz imam zdaj ful dobre kozarce in to jaz naredim zame, tako da saj smo na kozmo, saj mislim, da v seksu pa alkoholu lahko govorimo, ne? Mislim, da ja, no, meni ni noben rekel, da ne smem. Ja, ta gin tonik vedno pomaga, ja. Ja. Jaz, ko sem razmišljala o tem, no, sem ugotovila, da je tudi ta slaba vest povezana s tem, da lenarjenje ni ena od mojih navad. In ko sem delala na tem in je tudi to, da sem 2 uri na kavču ali s knjigo ali sam pod deko in delam nič, pač da sem to naredila kot nek ritual, nekaj, kar se ponavlja, je postala moja navada, je tudi slaba vest se zmanjšala. Tako da dosti podobno s tem, da si vzameš čas, s tem, da pač tudi to uvrstiš med svoje dejavnosti kot nekaj, kar ti pripada. Se zmanjša pol ta slaba vest. Tako. Kaj pa mislite, kakšen je pa moški vidik recimo na sodobne ženske, se pravi, vemo, ne, koliko stvari upravimo pa tako. Ne vem, zakaj imam jaz občutek, no, da oni se ne zavedajo čez tega. Oni se še marsičesa ne zavedajo. In mislim, sprejmite dejstvo, nikoli se ne bodo in nikoli se ne rabijo, ker še vseeno gre se za našo primarno vlogo, ne, nekateri rečejo, ja, to ni gensko definirano, gre se za kulturno naučene principe, ženska se ne rodi ženska, je pa se, ne, se pa vemo, se to čutimo, ne. Vse je v menedžiranju, ne. Vse je v menedžiranju. Menedžirati svoj odnos, službo, življenje, moraš biti menedžer, direktorica svojega življenja. In tako prositi za pomoč, kadar jo potrebuješ. Recimo zdaj vem, da je Sandra Auer, ne, poslušajte, ona je naredila zdaj eno aplikacijo, jaz to nisem mogla verjeti, ampak to je top, nisem je še sprobala. Okay. Ko rabiš masažo, sam ti rečeš, danes ob 6 bi imel masažo in pol vsi, ki imajo masažo, pa to res nočem za reklame delati, ampak to je ona naredila. In potem, a veste, pol se bodo vsi masažni saloni javili in jaz ob 6 danes bom dobila masažo, razumete? Aha, s prostimi termini? Tako, ne pa da jaz razmišljam en mesec, kdaj bi našla termin, da grem na masažo, pokličem 3 salone in tak ali tak nimajo prosto. Ne, pa me sodelavke masirajo ali po službi malo, brez veze. Ne. Isto je recimo matere, ne, jaz pravim, gremo sharing, tega še tudi ni, ne, to zdaj ne mi idejo krasne. A veste, dajmo se spoznati tam, ko vozimo na iste aktivnosti, ne, dajmo voziti v isto smer, tudi če ni enaka aktivnost, ne, gremo se povezati. Ker jaz sem rekla že, da si bom kombi kupila, pa bom kuhala not popoldan, ker pač sem taksist tudi med drugim, ne. To pomeni, kakšno pa je že tema zdaj sploh, o čem se sploh pogovarjamo? Ajo, moških! Ajo, moških! Pa moški so super, pustimo jih, gledajte, naj nam pomagajo, ne morejo nikoli naših vlog prevzeti, najti partnerja, ki te podpira, ki reče, idi na Ladies Open, ne, in jaz grem, ne. Reče, idi si nekaj kupiti, razumete? Pa jaz grem, ne.
A pa si kdaj zaželite mogoče, da bi vam bilo dolg čas? Ker jaz mislim, da vam ni nikoli dolg čas. Seveda nam je. Ja? Ja, in takrat, ko ti Joker dobiš najboljšo idejo. Tako. Pa če spiješ gin tonik, dobiš pa še boljše idejo. Kako pa v bistvu krmarite, če se zdaj vrnemo nazaj z družino in službo, ne? Če tako pogledamo, imate v bistvu dve službi, ne? Eno dopoldansko, pa eno popoldansko, ne? Popoldne ponavadi čas za družino, ne? Kako si uskladite urnike? A si jih ali prepuščate v bistvu vse nekem notranjem instinktu in trenutni situaciji? Ne, nimam. Jaz sem se zahvalila tabeli na telefonu, ne? Tam si vse napišem in potem ni izgovorov, ker sem takrat odsotna in takrat moraš pač ti peljati, a ne otroke. Velikrat, a ne, tako kot danes, če bi ga kdo gledal, kako vneto zlagati drogove, sej tega bom poslušala doma, ne. No, tako je, ne. Ker je pol, da pač on je oče, da on ni mama, ne. Ampak to jaz vem, a ne. Ampak ne. Te urniki ni več popoldne, dopoldne, ampak je v bistvu skozi, a ne. In potem nekako jaz pač iskreno priznam, da velikokrat umestim v moj urnik tudi otroke, ne pa obratno. Ker drugače ne bi šlo, ne. Ker če jaz vem, da je ob 4 njihov sestanek, jaz pa v bistvu ob 4 imam, recimo sem tukaj, pol, a ne, ta 4. ura se more malo drugače obrniti in prilagoditi, a ne, tako je. Ampak tako kot je omenila, ne, boš spoznala, da... No, se jaz sem malo preženila 2, tako da malo sem že dobila občutka, ne, kako to je. Ne bom imela še tako malo otrok. Vse so super lušni, res vse, ampak dejansko je res, ja, veliko potem časa tistega, ga imaš zase, ne podariš njim, ne. Ampak ti si dobro rekla, ne, v bistvu njih potem umestiš v svoj... Kako pa to dosežeš, recimo, da nimaš tukaj slabe vesti, ne, ker meni se zdi to v redu, ne, ker drugače nase pozabiš, ne. Sej vse daš otroku, ne, konc koncev. Ja, sej to je tudi čas zase, ne, sej to je tam, odkudar črpaš energijo, ne. To je pač ena od primarnih mojih vrednot, osebnih, ne. Ampak rešitev se imenuje tašča servis. In jaz vedno rečem, a veste, ta tašča, ne, saj smo na Kozmotu, o tem še nismo spregovorile, ne. To imamo tudi gensko zagotovo, ne, da to je pa ena grozna oseba, ne. In jaz, ker imam tudi sina, sem rekla, jaz bom najboljša tašča na svetu, res, in si zdaj vse zapisujem in jaz bom mojo snaho vsako jutro poklicala in bom rekla, kaj je moj sinko. To je zdaj malo šala, ampak res, vključiš taščo, tasta, tudi če pozabi otroka, razumete, se tudi že zgodilo, tudi če jih zaklene, vem, ker sta bila poredna, vključiš babico, dedija, tete, kupiš avtobusno karto in jih narediš samostojne, res, čim bolj samostojne. To, čim prej, ker drugače te bo povozilo, ne. Drugače ne boš imel niti 1,68. Ne bo šlo skozi. Ne bo šlo, ne. Pa še nekaj, pa večerne aktivnosti, ne, skoraj vse aktivnosti sem opravljala zmeraj po 8 uri, zdaj, ker sta že malo večja, pa že lahko rečem, mami gre, ne, mami gre teč, ne, tudi če 6, ne, glej risanko. No, Tina nima otrok še? Ja, jaz še nimam otrok. In moja največji strah, ko bom imela otroke... Imaš pa moškega, ne? Ja, imam moškega, ampak ja, no, strah je, da bi pozabila otroke, kjerkoli. To se že zdaj dogaja, meni te razpredelance ne grejo. Jaz vedno kaj narobe si tja not zapišem in pač že zdaj vem, da moja raztresenost lahko dosega kar tako konkretne meje. V glavnem, ja, imam moškega, no, pa pač kakorkoli razmišljam v zadnjih parih letih je Nelipod bil, pa je ful dober drill za otroka, kar z vsemi mladimi mamami, ki govorim, je to tako dosti podobno. Pač, jaz tudi, no, sem imela še nedolgo nazaj 2 službi, tako da to je bilo jutranje, zgodnje vstajanje, ena služba,
prideš domov, imaš urnik za drugo službo in pol greš ful pozno spat, ko imaš vse narejen. Tako da moje pravljice pravijo, da smo pripravljeni. Kaj pa ti praviš? Jaz pa se bolj na tvoji strani držim. Ok. Kje vse dvigujete telefone? V vsem tem kaosu, recimo. Kje se vse zgodi, da vas nekdo kliče in se morate oglasiti? Ja, pač najbolj bizarna pri meni je WC, no, jaz priznam. Jaz tudi na WC hodim s telefonom in se pač javljam. Tako da, kdaj mogoče zbiram glih komu, no, ampak... Ja, verjetno, ja. Ja, tako. Pa v katerem trenutku, verjetno. Ja. Vse smo na Kozmu, tudi o tem lahko govorimo, ne, Katja? Zelo pomembno je, da se loči. Drugo je to, kar smo prej imeli, influencerke, blogerje, to je njihov job, ne. Jasno začrtati mejo, kaj je javno in kaj je zasebno. In kdaj, kaj. In jaz mislim, da bo vedno bolj prišlo v ospredje, da bo spet to privatno se cenilo. In zakaj jaz tudi tako dolgo ostajam v našem podjetju, ne? Ker je to pomembno, ker pri nas ob 4 se gre domov in izredne situacije so, ko bo kdo res klical in zahteval. Ne? Najbrž bo to nekdo iz tujine, tako kot naj v Špelu danes že cel večer kličejo iz tujine, ker pač ne razumejo, da smo na konferenci in ne bova dvignile in nisva dvignile, ne? Pa bi lahko šle dol. Tako da sami si začrtamo meje, sami. Ne, tudi ko vem, ko smo s Facebookom začeli 100 let nazaj, so rekli, ja, morate med vikendi odgovarjati. Kako boš vzgojil svoje fane? Ne, mi ne odgovarjamo med vikendi, ker to pomeni, da bi nekdo moral biti v službi. Ne? Začrtaj si, sledi temu, potem pa vseeno pokliči nazaj kmalu. Ne? Ampak veš, drugo je, če imaš svoje podjetje, pa si mlad, pa je to otrok, ki raste, ne? Ko otrok zbudi, tudi dvigneš, ne? Pač mi, da sva enako stare, pa na drugih polih sva, ne? Ja. Moja telefonska govorilnica je moja garderobna omara, ker tam pač vem, da ne bo prišel noben noter in se fino zlažem s figo v žepu. Ne, gospa, ne mote, kar vprašate. A ne, ker je tišina. In maham, da ne sme noben noter. Vse komplimente, da pač res ob 4 pustite svoje zaposlene domov. Jaz bom rekla, da nisem odvisna od socialnih omrežij, vendar sem si naredila pravilnik, da stopim gor in odgovarjam dopoldne in potem zvečer odgovarjam vsem komentarjem. Je pa res, da ko si samostojen, ideje dobiš na najbolj nenavadnih mestih in to ni pisarna, ampak res na zelo nenavadnih mestih in enostavno takrat ogromno si skozi malo odsoten in dostikrat mi reče hči, hej, mami, tukaj smo, ja, mami je kle, ne. In naučila sem se pa eno stvar, da slišim otroke in tudi 2 zanimivi ideji, ki jih imam v svojih studijih, mi je dala ravno moja hči. Ker me spoznava, ker me pač čuti in vidi, kako niham levo, desno, ampak je pa ratala že mala podjetnica, ker če hočem, da me kdo fotografira, je to ona, ne? In ima 2 tarifi, fotografiranje je 10 €, video je 15 €. Koliko je stara? 8 let. In so se pogodili na 7 €, tako da če rabite, da vas kdo pofotografira ali pa video, 7 €. Kje pa mislite, da pa mlada generacija lahko zdaj črpa moč za tako življenje? Jaz jih učim, da samo v naravi. To je naš zakonik in narava in še enkrat narava in sicer zelo zbeli me gledajo vsakič, ko omenjam besedo narava, ampak mislim, da to je v naši družini edini recept. Ja, res je. Narava in pa
se skozi se poudarja, ne, sledi svojim sanjam, poslušaj sebe, torej kaj je tisto, kar ti prinaša res zadovoljstvo, ne, in potem, da poskušaš v tem še uspeti. Jaz mislim, da je to tisti nasvet, ki ga lahko mladi dobijo, torej da pogledajo, kaj je res njihov hobi, kaj bi delali, ne, ker vemo, te službe, ki jih mi danes opravljamo, ne vem, pol teh služb v prihodnosti več ne bo, ne, in moraš najti neko nišo in jo potem razviješ in pa tudi včasih mogoče iti ven iz Slovenije in čim več stvari probati, ne. Jaz včasih tudi gledam, prej ko ste rekli dolg čas, včasih mi je dolg čas, ali pa se mi zdi, joj, ne živim tako zanimivo, pa se spomnim, ojoj, zdaj pa pride en Nabršnikov film, aha, se v njem pa nastopam, ne. Ali pa me je poklicala Manca, ja, veš, bomo imeli to konferenco, a bi ti kaj povedala, pa rečem, joj, ne vem, ne, a bi šla z te cone obdobja, ne vem, če se mi da, ja, no pa bom, ne. To pomeni, iti ven iz cone obdobja, pa se spet včasih, takrat, ko smo rekli, zasebno vrniti, ne, tu znati, to zasebno, javno, pa cona obdobja, pa spet nazaj. Tu nekje fino slalom voziti, pa boste preživeli. Hvala. Ja, jaz sem ravno par dni nazaj očetu priznala, da sem spoznala, da vse tiste dneve, ko je on mene mučil, da smo hodili v hribe in sem jaz jamrala celih 5 ur, da smo prišli do gor, da sem mu zdaj neizmerno hvaležna za to, ker mi je pač vcepil to ljubezen do hoje, do tega, da tako kot ste rekli, obe pred mano, do narave. In pač tam res lahko najbolj napolniš baterije in mislim, da tudi se najbolj pomiriš. Tako da definitivno je to. In najbolj spotiš, ne? Ja, to pa tudi. Če imaš pravi deodorant, ne? Potem, prideš domov in ker smo na Kozmo konferenci, dišeča napadeš svojega partnerja, ja, tako, ja. To. Tako, gremo v hribe. A pa je iz narave prišla ideja za Nilipot? Ja, tudi, med drugim. V bistvu ideja v osnovi je prišla iz tega, ker smo se začeli ukvarjati z zdravjem. Tako da zdravje in narava, to gre skupaj. Ok, kaj pa bi rekli recimo tem mladim puncam, ko se še iščejo, ne? Sicer vejo, kaj jih zanima, ampak jih zanima, ne vem, 10 različnih stvari. Kako najdete tisto stvar, ki te bo pa na dolgi rok recimo izpopolnjevala? Kako ste vi recimo najdli to, kar zdaj počnete? Jaz v bistvu sem bila zelo zvedava od zmeraj, kar pomeni, da sem sprobala 1500 stvari. In mislim, da potem je to pripeljalo do tega, da sem ugotovila, kaj me najbolj zanima. Tako da preizkušati pač vse, dokler ne prideš do tistega, kar pa res vidiš, da te neizmerno usrečuje in to začutiš. Ker jaz tudi v prejšnji službi sem bila čist uspešna posameznica in bi si marsikdo mislil, da je to. Ampak v bistvu vidiš, da te zanimajo druge stvari, da te zanima naravna kozmetika ali pa da, ne vem, te zanima drugačen način socialna omrežja, tudi kar se tiče marketinga in tako, in da pač greš bolj v te smeri in potem vidiš, kje se najbolj zasidraš. Jaz bi mlajši populaciji zaupala eno stvar, da iščemo se tudi me, ko smo, a ne, malo starejše, a ne, pa verjetno tudi tiste, ko so. Ja, pa seveda, če so 20-letnice, kako bo, jaz sem malo starejša, 20 let starejša, a ne. Iskati se ni nič narobe, popolnoma nič, ker to je tako, kakor kaj je ideal lepote. In s tem, ko se iščeš, s tem raziskuješ in vse moje ženske, ki hodijo k meni na ženstveni ples ob drogu ali pa na pilates, mogoče ženstveni ples, ker je pač intima, pa svečke, pa ni to zdaj en pole dance, da bojo ne vem kam na glavo, pa ne vem kaj vse počele.
se mi malo bolj zaupajo in imajo v bistvu